Spoštovani gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor. Sem Bojan Požar, z mano pa so še vedno Sebastijan Jeretič v Kopru in Aljuš Petinač v Ljubljani. Zdaj pogovarjamo se o Urošu Rotniku. Borut Pahor je menda bil zadnji politik, leta 2009, takrat, ko je bil predsednik vlade, tako mi pravijo viri iz energetike, ki bi še lahko prekinil ta projekt. Ne? Pa ga je menda poskušal, predlagal, pa mu je Bojan Kontič, takrat, ko je bil vodja poslanske skupine, menda na neki seji poslanske skupine zabrusil, Borut, če boš to ustavil, te bomo zamenjali. A je res šlo tako daleč pri tem Tešu? Takrat je bilo absolutno zelo napeto in potekalo je zelo ostro lobiranje v Ljubljani. Ne? Vprašanje je, ali bi vlada takrat res lahko še kaj zaustavila, ali je vlak že nekako odpeljal. Kot sem rekel, jaz mislim, da je glavni problem bil v tem, da so se premalo izkušeni ljudje ukvarjali z mednarodno pogodbo s takimi posledicami, kot je bila ta. Ne? Jaz se bi strinjal tukaj z Sebastijanom. Jaz mislim, da je osnova vseh težav bila ravno v tem, da pač projekt ni bil koncipiran na način, da bi lahko bil izveden. Z vatli, ki jih imamo pri nekem javnem naročilu za, ne vem, avtomobil zgornjega srednjega razreda, pač tako velikega milijardnega projekta ni možno peljati in tukaj je država ali pa sistem, če hočeš, Bojan, pač pogrnil na celi črti. Nažalost pa ceno za to plačujemo zdaj mi davkoplačevalci. Je pa zanimivo, ne, projekt teče dalje, hkrati pa obstaja v Državnem zboru parlamentarna komisija, ki se ukvarja s tem projektom, ne, preiskuje, kako se je vse to dogajalo. Ampak poglejmo zdaj še en prispevek, ki pa nam kaže lepo, ne, spet en odlomek intervjuja z Urošem Rotnikom, ki nam kaže, kako recimo taki pomembni ljudje, kot je Uroš Rotnik, reagirajo, ko morajo nekaj plačati davčni upravi. Kovčke gotovine, finančne špekulacije na Balkanu, milijoni evrov na roke. Epilog, finančna uprava je pri nekdanjem direktorju Teša Urošu Rotniku odkrila 4 milijone evrov nepojasnjenega premoženja. Upravno sodišče je s to sodbo, ki smo jo pridobili v Tarči, oceni pritrdilo. Država zahteva od Uroša Rotnika 40% te vsote, to je 1,6 milijona evrov davka. Ne morem ga pobrati, ker ga nimam. Oni so napisali, da mi moram plačati več, kolikor sploh imam premoženja. Pojasnjuje Uroš Rotnik, ki ne izključuje osebnega stečaja zaradi visokih zahtev države. Aljuš, Sebastijan, sta videla, ne, kaj zdaj vsak, ki reče, da nima denarja, pač ne bo plačal davkarij, kaj to zahteva. Vsi ostali, ki smo tu pa tam, kdaj dolžni, kakšni 100-200 evrov, pa enostavno to moramo plačati. A zdaj to principe, kako te države? Ja, Bojan, to je ravno ta problem, o čemer smo že danes govorili. Ne? Se pravi, pravna država v Sloveniji, hitrost in ali za vse enako učinkuje. Ne? Ampak jaz bi se recimo vprašal, če bi bil ti ali pa jaz ali pa kdorkoli, ali pa Sebastijan na mesto Uroša Rotnika, ne? Ja. In bi iz nepojasnenih virov imel 4 milijone evrov. Potem bi pa nekdo prišel, pa bi rekel, 40% od tega moraš dati stran državi. Se pravi, 60% ti še vedno ostane. Ne? Jaz kot nek normalen državljan v Sloveniji, ki pač živim od lastne plače in plačujem normalno davke, se čudim tej logiki. Ne? Se pravi, 60% od 4 milijonov še vedno lahko obdržim. Ne? Ampak to sem jaz, ki nimam 4 milijonov. Če pa bi imel 4 milijone, tako kot Uroš Rotnik, bi se pa verjetno obnašal tako kot on. Skratka bi rekel, še 40% vam ne dam, ne? Oziroma pejte se pogovarjati z mojo gospo mamo, ki pač pridno prideluje solato in tam prihaja ves ta denar. Dobro, jaz predlagam, da pustimo Uroša Rotnika, pa se vrnemo iz Velenja nazaj v Ljubljano k drugi temi, to je Aleksander Kešeljević, ki danes velja za enega izmed najbolj vplivnih kadrovnikov te države. Torej, kdo je famozni Aleksander Kešeljević? Trenutno eden najbolj vplivnih kadrovnikov te države. Še pred 3 leti zanj ni vedel praktično nihče. V nekem intervjuju za časopis Dnevnik, ki je pred leti pisal preko nedolgočasne kolumne, ki jih praktično nihče ni bral, je leta 2012 izjavil, da ima Slovenija politične, ne pa gospodarske probleme in da politiki ne znajo upravljati države. No, danes upravlja državo tudi on, Kešeljević, dogaja pa se nam ravno obrat, oziroma še huje, popoln zlom upravljanja države. Kljub temu se Kešeljević ima za novega Gregorja Golobiča. Kdo je torej on? Profesor na ekonomski fakulteti, nekdanji dolgočasni kolumnist Dnevnika, programski direktor stranke Mira Cerarja, oziroma stranke Modernega centra in svetovalec Mira Cerarja uradno za gospodarska vprašanja. Zdaj pa pozor, na ekonomski fakulteti je zaposlen 100%, dodatnih 15% je zaposlen v kabinetu predsednika vlade in še dodatnih 5% na posebnem projektu z naslovom Konec zgodovine 20 let pozneje na ljubljanski filozofski fakulteti. Kar pomeni, da je njegova skupna zaposlitev kar 120%. Spet neverjetno. Prej je delal v imperiju tajkuna Marjana Grofa, ki ga poznamo zato, ker je bil obsojen zaradi kriminalnega prevzemanja podjetja Elektrika. Danes pa ta Kešeljević velja za največjega kadrovnika SMC. To je zares impozantna biografija. Ne? Aljuš in
Sebastian, impozantno, kaj ne? Absolutno. V tistih letih, ko si rekel, da ni bil znan širši javnosti, je Kešeljević veljal za enega redkih predstavnikov mladih ekonomistov, ki je še naklonjen neki socialistični, komunistični ekonomiji in ki ga, dajmo reči, favorizirajo ta stari ekonomisti, medtem ko so njegovi vrstniki bili bolj nagnjeni nekako v liberalizem. Zadnja leta je pa dejansko naredil vzpon neslutenih razmer in s komerkoli se zadnje mesece pogovarjam o državnem gospodarstvu, čisto vsi pravijo, da je številka 1 pri kadriranju in da ne gre ena sama odločitev mimo njega. Zdaj, tukaj je ena dilema. Ali to počne vse v soglasju s Cerarjem, ali počne to Cerarju za hrbtom, kar je tudi možno. V obeh primerih je seveda kriv Cerar kot predsednik vlade, ki bodisi sodeluje v temu, ali pa ne ve, kaj se mu dogaja v najožjem kabinetu. Ampak to me še zanima. Zdaj, nekdo je pač profesor na ekonomski ali kakšni drugi fakulteti. Profesor je ima neke svoje navade, svoje značaje, tehnologijo dela. Kako je možno, da nekdo potem iz profesorskega dela v tako kratkem času, pri relativno rosnih letih, kot je gospod Kešeljević, se stopi v nekega takega trdega kadrovika v zakulisju? Kako je to mogoče? No, najprej, on je idealen predstavnik te vlade. Ta vlada je profesorska in popolnoma neizkušena. In on je idealen predstavnik tega. Glavni problem vlade Mira Cerarja in SMC v samem začetku je bila popolna paranoja do vseh kadrov, ki so imeli kakršnekoli izkušnje. In delno lahko rečemo, da je upravičeno, če so želeli nekaj presekati, so se morali ograditi od nekaterih starih kadrov. Ampak, kot je nekoč dejal, mislim, da gospod Rupel, Slovenija ni Amerika, kjer bi se po menjavi oblasti zamenjala cela administracija, ampak imamo največ 1,5 elito. In glavna napaka te vlade je bila ravno ta, da ima enostavno preozek kadrovski bazen. V glavnem gre za neke ljudi, ki so osebni prijatelji ali družinski prijatelji gospoda Cerarja ali gospoda Kešeljevića ali kaj podobnega. Skratka, prišlo je do kadrovskega bazena nekih mediokritet, brez nekih velikih referenc, ki pa zasedajo vse bolj pomembne položaje v državnem gospodarstvu. Slovenija ima državno gospodarstvo, dominantno vlogo ima država in je seveda ključno vprašanje slovenske politike kadriranje v ta podjetja. Ampak kaj zadeva to tehnologijo tega kadrovanja? Praviš, da to lahko da Kešeljević počne sam od sebe, po nekem svojem, kako bi rekel, skladu z nekimi svojimi interesi, po nekem svojem instinktu, ali to počne po navodilu Mira Cerarja. Kako pa poteka to kadrovanje? Kako on pa zaprav te stvari, uveljavlja, izpelje in tako dalje? Glavni problem, ki ga jaz vidim s kadriranjem pri nas, je ravno ta netransparentnost. Prva stvar, jaz zagovarjam močno politiko. To se pa, če jaz pa razumem predsednika vlade. Če jaz pa razumem, Sebastian, če jaz pa razumem, ljudje, katerim pristopi Kešeljević, oni in začne z njimi, bom rekel, neke kadrovske pogovore, oni ne vedo, ali zdaj on nastopa kot Aleksandar Kešeljević za nekaj svojih interesov, ali on to nastopa v imenu predsednika vlade Cerarja. To se ne ve. To je dejansko največja moč ljudi iz kabineta. Če se spomnimo, v času Pahorjeve vlade, Borut Jamnik je prišel na vrh KAD-a brez podpore predsednika vlade, še več. Ponorel je predsednik vlade, ko je bil imenovan takrat Borut Jamnik, ampak ljudje so v njegovem imenu javili nadzornikom, da je izbor predsednika vlade ravno on. Tako da to se dogaja tudi v drugih vladah in to ni nič nenavadnega. Kaj je tukaj problem? Ta slovenski model navideznega umika politike iz gospodarstva, ki je popolna bedarija. Jaz zagovarjam močno politiko in čakam predsednika vlade, ki bi rekel, jaz bom postavil direktorje, ampak jaz bom prevzel tudi vso odgovornost za ta imenovanja. Ker zdaj, ko mi umaknemo politiko iz gospodarstva, dejansko umaknemo demokratično izvoljeno politiko, ki smo ji mi dali pooblastilo za vodenje te države in na njeno mesto pride politično podzemlje prek nekih domnevnih strokovnih krogov, kadrovskih komisij in kasov in vseh živih kolobocij, za katere se na koncu izkaže, da so navadna farsa in da se imenovanje zgodi na podlagi telefonskega klica ali kave z ustrezno osebo. Torej, čas je, da če že imamo državno gospodarstvo, to dejansko tudi vodi državni vrh,
ki ga izvolimo na volitvah. Ne pa ljudje v ozadju na neke netransparentne načine in različne igrice in potem izgovarjanje predsednika vlade, da on s tem nič nima, ker to seveda poteka prek strokovnih kadrovskih komisij. No pa zdaj po tvojem občutku. Če dovoliš, zdaj sta po moje zadela žebljico na glavico. Najprej, ali je gospod Kešeljević novi Gregor Golobič? Ni. Gregor Golobič je bil samo eden. Za ilustracijo, zelo kratko. En moj dober prijatelj je začel svojo poslovno pot tako, da je še kot študent odprl fotokopirnico. Da je lahko odprl fotokopirnico, je mogel iti na sestanek gospodu Golobiču. Drugič, gospod Kešeljević, predno je postal programski direktor SMC, se je vdinjal tako pri socialnih demokratih, pa niso imeli dovolj denarja, da bi ga plačali, potem je odjadral k Pozitivni Sloveniji in na koncu je pristal pri SMC. In tako kot pravi Sebastian, ker je kadrovski bazen SMC-ja enak kalorični vrednosti lišaja, je tukaj napredoval do glavnega odločevalca v gospodarstvu oziroma glavnega nastavljavca kadrov v gospodarstvu, kjer ima svoj delež država. In kako to počne? Z SMS-i. Zakaj lahko to počne? Zato, ker je od vlade Boruta Pahorja naprej uraden sistem, se pravi vladajoči sistem, ki ga postavljajo ljudje na volitvah, rednih, periodičnih, demokratičnih, če dalje šibkejši. In zato je ta paradržava, ta globoka država, če dalje močnejša. In kdo je v Sloveniji prvi predlagal ne samo umik države iz gospodarstva, ampak umik države iz odločanja nasploh? Ja, gospod Golobič. In komu zdaj koristi? Da je pač gospod Kešeljević tisti, ki nastavlja kadre na najbolj odgovorne funkcije v državi. Jaz mislim, da bolj gospodu Golobiču, kot pa gospodu Cerarju. Ampak recimo po vajni vednosti, po vajnem občutku, po vajnem poznavanju scene, recimo, če govorimo o odstotkih, koliko teh kadrovskih odločitev, ki jih nekako spelje, zdaj tukaj Aleksandar Kešeljević, gre za resnično navodila Mira Cerarja. In kaj gre pravzaprav mimo Mira Cerarja? Tu je velika dilema, tu so zelo različne informacije, včasih lahko dejansko tudi samo dvigajo meglo in govorijo, da je nekaj narejeno proti volji Cerarja, zaradi tega, da se ga mogoče zaščiti pred krivdo za kakšno kadrovsko potezo. V vsakem primeru 100% je krivda vedno na predsedniku vlade. Ker ali sodeluje v temu, ali enostavno ne ve, kaj se dogaja v njegovem najožjem krogu. Jaz verjamem, da je že na desetine ljudi osebno predsedniku vlade povedalo za določene primere, na katere je recimo vplival gospod Kešeljević. Če se to govori v vseh kuloarjih, če je to tema čisto vseh pogovorov z vsemi, ki se gibljajo v okviru državnega gospodarstva in državne politike. Tako da se predsednik vlade tu ne more braniti z nekim izgovorom, da recimo ni informiran o neki zadevi. Je pa zanimivo, Sebastian, vsi to govorimo, vsi to vemo, Aleksandar Kešeljević pa to zanika, ampak zdaj se je tudi izkazalo v zadnjih dneh, da tudi ni pretirano resnicoljuben. Recimo novinarjem Pop TV-ja se je dobesedno zlagal, da nima telefonske številke predsednika nadzornega sveta Pošte Slovenije, zdaj v tem najnovejšem dogajanju kadrovskem, ki je zdaj na Pošti Slovenije. Čeprav moji viri pravijo na ekonomski fakulteti, da temu ni res, da ima številko, da sta povezana, sta kolega in tako dalje. Ja, veš, kaj in tudi, mogoče... sem da končam, in še nekaterim novinarjem je tudi recimo v obraz rekel, direktno jim je rekel, da je bila Lidija Glavina, o kateri smo govorili včeraj, predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga, da je bila članica uprave Electroluxa, mednarodnega velikega podjetja. To so pa neizkušnje. Glede, to so napake, ki jih naredijo neizkušeni ljudje. A to so napake? Glavni problem Slovenije je tudi ta, da enostavno nimamo politične elite, ker nismo dovolili, da bi se zgradila. Mi nimamo sposobnih, zrelih politikov, zaradi tega, ker prehitro zavržemo nekoga po prvi, drugi napaki ali pa neki medijsko napumpani aferi in potem dobimo popolnoma zelene ljudi, ki niso v življenju vodili hišnega sveta in naenkrat dobijo vodenje vlade. To enostavno ne gre. No, Sebastian, lahko so napake, lahko pa je realno stanje stvari. Namreč, kot si že ti, Bojan, nekako implicitno omenil, gospod Kešeljević, kolikor vem, spada nekje v 3. ligo na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, gospod Groznik vsaj v 2. Tako da mogoče mu je bilo nerodno reči, da pač ima njegovo številko. Ampak, če pogledamo zgodovinsko genezo, gospod Janša v svoji prvi vladi je imel gospoda Petka, 20 in še nekaj letnega tajnika, ki je tudi skliceval menda gospodarstvenike in jim razlagal, jaz sem novi Golobič.
Potem gospod Pahor je imel gospod Simono Dimic, ne? Zdaj pač imamo gospoda Kešeljeviča in pač znanega ljubljanskega frizerja, verjetno naslednji vladi bo pač to neka branjevka. Skratka, evolucija je tukaj jasna in gre v smer tega, da formalne strukture imajo čedalje manj oblasti, neformalne strukture imajo pa čedalje več oblasti. Ampak Kešeljevič ni čisto neformalna struktura, on je vendarle delno zaposlen v kabinetu predsednika vlade in je uradno svetovalec kabineta predsednika vlade. Na zaupanje, Bojan, on je zaposlen na zaupanje, je šel na volitve, ni šel. A je na taki funkciji, da imamo nadzor nad njim? Nimamo ga. A mi vemo, kaj on počne? Ne vemo. Zato, ker je zaposlen na zaupanje predsednika vlade. In tukaj ima Sebastian prav, ker ga je predsednik vlade zaposlil na svoje zaupanje za 120%, za 15%, za 100%, ni pomembno. Potem tudi predsednik vlade nosi odgovornost za vse njegove poteze. Ampak veš kaj, uradno gospod Kešeljevič res ne potegne nobene poteze, ker je jasno po vseh standardih korporativnega upravljanja, da nek svetovalec pač ne more odločiti o tem, koga se kam zaposli, na katero odgovorno mesto se koga nastavi. Tako da tukaj imamo dvojni paradoks. Se pravi, človek počne nekaj, česar sploh ne bi smel početi, iz tega ima očitno tudi neke osebne koristi, mi se pa čudimo, besnimo, ampak politično ceno, zapitek za to bo plačal predsednik vlade, ne gospod Kešeljevič. Kot si rekel, Aljoš, Kešeljevič ni Gregor Golobič, ker Gregor Golobič ne postaneš čez noč, ampak traje desetletje gradnje mreže in političnih izkušenj, da se narediš v nekega kompetentnega, močnega igralca iz ozadja. Zaradi tega, ko si rekel, Bojan, da ne gre za neka, dajmo reči, politično podzemlje ali politično ozadje, ker je človek zaposlen v kabinetu predsednika vlade, jaz mislim, da je on predvsem neka figurica v raznih igrah. Čisto zaradi naivnosti in zelenosti je enostavno težko biti ustrezen sogovornik velikim igralcem. Lahko zdržiš nekaj mesecev, etična vlada, ne bomo se srečevali z lobisti, pol pa enostavno požarni zid pade in pristaneš, dajmo reči, v rokah, v naročju istih ozadij, ki že vsa ta desetletja nekako izkoriščajo švoh politiko za svojo moč v državnem gospodarstvu. No, ampak čeprav je Slovenija majhna, Bojan, sam še stavek, če dovoliš, ne? Slovenija je res majhna, politična elita je še manjša, ampak le fascinantno, ljudje se sploh ne poznajo med seboj, ne? Pred kratkim smo lahko brali v Reporterju izjavo gospoda Butarja, svetovalca pač predsednika uprave Slovenskih železnic, da je on spoznal Uroša Javšeca, bivšega glavnega tajnika Socialnih demokratov, z gospodom Golobičem, ker se prej nista poznala, ne? Čeprav sta v bistvu sodelovala oba v Pahorjevi vladi. A ni to fascinantno? Gospod Kešeljevič ne pozna gospoda Groznika, pa oba delata na isti fakulteti, ne? Skratka, v Sloveniji imamo težavo, ker nihče nobenega ne pozna, ampak vsi se kar naenkrat vedno znova znajdemo v istih zgodbah. Aljoš, moram ta trenutek prekiniti, gremo na oglase, pa se potem vrnemo nazaj k Kešeljeviču.